Začenjamo pa z aferami, povezanimi s trenutno najbolj znano ministrico Sanjo Ajanović-Hovnik. A se spomnite, da je trdila, da je bila pri tistem razupitem potovanju v New York za 33.000 evrov varčna? No, mi imamo tukaj zdaj dokaz, da ima prav. V New Yorku je bila tudi ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon septembra skupaj s 7-člansko delegacijo. Sodelovala je na rednem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Za 8-dnevno potovanje je država plačala 67.349 evrov, pri čemer dnevnice v končni znesek še niso zajete. Ste videli isto kavo Starbucksa? Tista kava je 10 jurjev. Tanja Fajon je uspela podvojiti stroške Sanje Ajanović-Hovnik in njene ekipe. Kako izgleda to na sejah vlade? Kaj tekmujejo, kdo bo več potoval, več zapravil? Tam Luka Mesec dvakrat v New York, Papič dvakrat v Tokio. Golob pa še zmer zmaga, ne? Privat avion, hej. On ni amater, kaj te s kavo Starbucksa na ekonomi vhodu. Kakorkoli, ministrici za javno upravo je uspel hitro preseči tistih 30.000 za pot v Ameriko. 300.000 evrov. Toliko je inštitut IPES v lasti nekdanje poslovne partnerice ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik dobil na razpisu njenega ministrstva. Ob tem pa v oči bode predvsem dejstvo, da je sredstva prejel šele po spremembi razpisa, ki jo je po vrnitvi iz ZDA podpisala prav ministrica. 300.000 evrov. A je to veliko za vas? To je resen denar, mislim, da za vsakogar. Ministrstvo za javno upravo je tolikšen znesek namenilo raznim nevladnim organizacijam za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Vam bom povedal, gledalci doma, publika se zgražati. Zveni kot zelo pomembna zadeva, nedvomno. Zdaj, da vam čim bolj jasno pokazali, zakaj je bilo ravnanje ministrice sporno, smo Planetovem analitičnem oddelku, ja, imamo analitičen oddelek, analitičnem oddelku, to bomo zrezali, analitičnem oddelku smo naročili, naj izdela grafiko, ki bo vse pojasnila. Kot vidite, na tako imenovani hobotnici so ministrica Ajanović-Hovnik, njena nekdanja sodelavka, njena mama, več različnih podjetij in kup denarja povezani. Na grafiki vidite tudi enega Pokemona, ki pa verjetno ni povezan, grafik se je malo zajebalo, da bo lep zgledal se skup po moje. Zaradi tega. Je vse jasno zdaj, prav? Meni sam ni jasno, zakaj imajo državni uradniki tako veselje z ustanavljanjem raznih zasebnih inštitutov in zavodov. Ne? Kaj mi je v službi dolgcajt? A so plače nizke, pa se popoldne sproščajo kot direktorji? Jaz sem pa direktor, ja, halo? Pa harajo po razpisih, pa hlastajo po državnem denarju, da bodo plače doštukali. Vse so nizke. Odziv opozicije na ministričine afere je bil seveda pričakovan. Jaz mislim, da bo pod težo teh obtožb, ki vsak dan prihajajo v javnost, sama zelo težko nadaljevala pod težo teh bremen z delom, zato bi bilo najbolje, da razmisli o odstopu. Ja, oni bi hoteli, da odstopi, ampak v koalicijskih strankah ministrico odločno podpirajo. Pričakujemo, da bodo seveda v čim krajšem času vsi pristojni organi opravili svoje delo, tako kot je v njihovih pristojnostih, in da se bomo potem glede na izsledke teh ugotovitev, ki jih bodo te organi sprejeli, potem tudi na podlagi tega pogovarjali. Ja, z drugimi besedami, mi si ne bomo mazali rok s tem, ne, te komisije upravijo svoje, KPK, pa bomo pol videli naprej. Ne. Kdo jo bo spodnesel do konca? Seveda je pomembno vprašanje, kdo je te afere spravil v javnost. Vemo namreč, da vedno kdo poskrbi, da prave zgodbe v pravem trenutku pridejo v javnost. Nemo pogled mnenja analitika. Seveda, ko so te afere štartale, so se priklopili številni interesi, ki ne želijo seveda ministrice videti na položaju oziroma želijo videti oslabljeno. Kajti oslabljena ministrica je voda na mlin sindikatom in lažje bo skleniti dogovor, ki bo njim v prid. Kako izgleda oslabljena ministrica? Dobrodošli v oddaji ta teden, danes sem malo oslabljen. Torej, obtožb proti Sanji Ajanović-Hovnik ne razširja šef opozicije, ki je sicer napovedal interpelacijo, ampak šefi sindikatov javnega sektorja iz čistega koristoljubja. Njim je namreč pomembna samo višina plač, ne pa opolnomočenje nevladnih organizacij. Za razliko od mene, ki vsak petek po oddaji 1 uro globoko razmišljam o krepitvi aktivnih državljanskih pravic in razmišljam, kako bi na vsakem koraku širil strpen in vključujoč dialog.
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.